Tako da še enkrat lep pozdrav uradno za vse, ki ste bili tukaj. Mi smo že en lušten energijski pretok dali skozi. Kako pa je bilo, mogoče kdo kaj natipka, kakšne so izkušnje, mogoče tukaj vidim, imamo tudi nekaj, bom rekel, mojih stalnih članov, ne? Potem pa ste tukaj nekateri, ki ste že zadnjič bili in danes, kako ste se uspeli kaj sprostiti, predati, ste kaj čutili energijo, ste kaj čutili, da se polnite, mogoče mečkaj napišite, lahko pa kdo tudi dvigne roko, mislim, da pač vas moram potem potrditi, pa kar potem poveste. Evo, čisto hitro. Se bo kdo kaj opogumil, pa kaj povedal. Vidite, v bistvu gre za to, ne, tako kot sem že zadnjič povedal, ne, če vprašate, potem lahko dobite povratno informacijo, ne, tako da razumete, ne, zakaj jaz to delam, ne zato, ker imam preveč časa, ne, da se pač z vami dobivam in tako naprej, ne. V bistvu, če bi želel samo neko informacijo ven dati, potem dejansko lahko posnamem video, ki ga posnamem, kadar ga hočem, kjer ga hočem in tako naprej, ne. Ampak dejansko namen teh brezplačnih treningov je, da vi lahko dobite neko izkušnjo, ne. Ker lahko berete do nezavesti neko knjigo, ampak razen tisti, ki ste res tako duhovno odprti, ampak tistih mislim, da ni tukaj na treningu, da bi slišali, da vam knjiga spregovori in vas opozori, kaj delate narobe, da vam video da povratno informacijo in rečete, Jaka, to narobe delaš, Lojska, ne smeš tega delati, ne. In dejansko preko teh treningov, če želite, pač seveda, ne, lahko opazujete, ne. A veste tisto, ko prideš v trgovino, ne, a vam lahko kaj pomagam? Ne, samo gledam, ne. Mislim, to je ena opcija, ne, ampak recimo moja izkušnja, posebej v Ljubljani, ko sem še bil, ko sem nakupoval, pa ni zdaj reklama, ker niti ne vem, če še obstaja Pick and Kloppenberg, ne, mislim, da so jih zaprli, ampak vrhunska trgovina. Jaz sem vedno vprašal za pomoč. Zakaj? Zato, ker so bile tam prijazne punce, pa so te lepo oblekle, so ti svetovale, v bistvu zelo hitro si zadevo naredil, v bistvu hitrejše, kot pa če se sam tam matram in tako naprej, ne. Tako da, niste nič napisali, v redu, plejte, boste drugič. Ker plejte tudi pri tem pretoku, ne, tisti, ki trenirajo pri meni, ne, dejansko rabijo kar nekaj časa, da res bom rekel, osvojimo ta energijski pretok, da se res znate predati, da res v bistvu znate posrkati energijo, ker brez tega ni nič, mislim, ne da ni nič, ne. V bistvu ravno danes bomo govorili o energiji, ne, ker, gledajte, v bistvu zgodba je taka, življenje je energija in energija je življenje, ne. Brez kisika lahko zdržite tam najboljši, ki so, ne, tisti potop na vdih pa te zadeve, ne, od 3 do 6 minut, mislim, da tudi 8 minut se da zdržati brez kisika, ne. Brez vode ni problema, se veste, brez vode lahko cel teden zdržiš, ne, brez hrane 40 dni, mislim, ne jest, ampak recimo 40 dni se da, ne, zdržati brez energije, ne, v sekundi si fertik, ne. Ko ni več energije, greš, a veste, tista črtica, ne. Tako da v bistvu, karkoli delamo, ne, dejansko za vse potrebujemo energijo, ne. In kot boste tudi danes slišali, koliko je dejansko ta energijski pretok pomemben, koliko je ključen, ne. To je dejansko tisto, kar drugi ljudje ne poznajo, kar drugi ljudje ne delajo in kjer lahko dejansko naredite en korak naprej in korak več, ne. In zato je izkoristite te treninge, ne, da vprašate, da poveste izkušnjo, meni se to dogaja, a je to v redu, meni se to, jaz sem to čutil, je to tako, ne. Ker v bistvu na ta način vas lahko vodim, seveda, če želite, ne. Če pa, bom rekel, imate čas, ne narobe razumete, včasih malo kakšno cinično rečem, ne, ampak škoda mi je, ampak boste razumeli tudi, zakaj nič ne rečete po današnjem treningu, ne. Ampak pač
ne rečete, ne, pa ne napišete. Ne. Kako sem že zadnjič povedal, jaz vedno dvignem roko. Zakaj? Je zato, ker pač vem, kaj lahko dobim, ko dobim. Ok, energija. Danes bomo govorili majčkeno o energiji. Ne. Vsi se rodimo z neko določeno kapaciteto energije. Pač eni več, eni manj, ne, kako to vemo, je po rezultatih v življenju. Ne. To pomeni, da vsak se rodi z neko kapaciteto energije v življenju in to energijo potem mi skozi življenje porabljamo. Ne. Zdaj pač energijo jaz, ne, po mojih izkušnjah, ne, razdelim v dve energiji. Ne. Ena je v bistvu življenjska energija, ravno par dni nazaj sem razmišljal, da jo bom rajši poimenoval vitalna energija. Ne. To je energija, ki jo mi potrebujemo, da sploh obstajamo, da funkcioniramo, da živimo. Ne. To energijo regeneriramo skozi hrano, skozi spanje, meditacijo, ne, počitek. Ne. In potem imamo kreativno energijo. Ne. Kreativna energija je v bistvu naša seksualna energija, ki jo del pač porabljamo za pač razmnoževanje in seveda pač pri, bom rekel, spolnih aktivnostih, ne. Ampak večina te kreativne energije pa dejansko porabljamo za kreiranje. To pomeni, vitalna energija je tista, s katero mi živimo, obstajamo, funkcioniramo, delujemo. Ne. Kreativna energija je pa tista, ki nam pomaga, da gradimo svoje sanje. In tako kot sem rekel, mi se vsi rodimo z določeno kapaciteto kreativne in vitalne energije in to skozi življenje porabljamo. Ne, se vemo kako. Ne, vitalna energija, bolj ko smo pač gremo v zrela leta in tako naprej in bolj kot imamo tudi, bom rekel, stresno in takšno življenje, več te vitalne energije porabimo, manj jo imamo, pač manj smo vitalni. Ne. Kreativna energija pa isto. Ne. V bistvu kreativno energijo porabljamo, ko delamo neke rezultate, ko služimo denar, ko kreativna energija je tista, ki nas dela privlače v partnerstvu. Ne. Ko se kreativna energija izgubi v odnosu, potem pač v partnerstvu ni več tistega, nismo več juicy, ni več tiste privlačnosti in tako naprej. Ne. In ja, v bistvu, če želimo partnerstvo obnoviti, absolutno moramo to kreativno energijo regenerirati. Ne. Vitalno energijo, smo rekli, regeneriramo s spanjem, jo regeneriramo z tudi meditacijo, ne, hrano in tako naprej. Ne. Kreativna energija je pa bistveno težje regenerirati. Ne. Kreativno energijo je edini način, ki ga jaz tukaj poznam, ne, je v bistvu ta energijski pretok. Ne. Zakaj je to toliko pomembno? Glejte, nekateri, dostikrat se pogovarjam z ljudmi in nekateri mi rečejo, jaz imam ogromno energije, ne, ampak potem, ko pogledamo, ne, pa dejansko vidimo, da dejansko ta oseba, ne, zato pač tudi pride do mene, nima rezultatov, ki si jih želi. Ne. To pomeni, da to, kar pomeni, da jaz imam dovolj energije, pomeni, imam dovolj vitalne energije. To pomeni, da se kar počutim živahnega, takega, ne? In ne vem, lahko prehodim toliko in toliko kilometrov in tako naprej, sem fizično aktiven, ne? Ampak če nimamo dovolj kreativne energije, pa dejansko ne moremo manifestirati rezultata. Ne? Več kot imamo kreativne energije, večji rezultat lahko manifestiramo, zaslužimo več denarja. Če zaslužite 1000 evrov, je to vaša kreativna energija. Če zaslužite 2000 evrov, ne, je to vaša kreativna energija. In če hočete povečati, bom rekel, vaše finance, morate obvezno povečati vašo kreativno energijo. Ne. Nekateri se dostikrat sprašujejo, zakaj ves čas o financah govorimo pa to. Ne. Te finance v bistvu niso najbolj pomembna stvar. Ne. Je pa res, da večina stvari, ki so pomembnejše kot finance, z lahkoto, z denarjem kupimo, ne, oziroma nam finance omogočajo. Ne. Ampak finance so v bistvu neka taka zadeva, da lahko merimo. Ne. Ker če ti hočeš, ne, hočem biti srečen, hočem biti vesel, hočem biti zadovoljen. Okay. Kako meriš, bom rekel, kje imaš srečomer,
ne, da zjutraj pomeriš, koliko si srečen v primerjavi z prejšnjim dnem. Ne. Ampak, ko govorimo o osebni rasti, ko se razvijamo, ko delamo na sebi, ne, so pa dejansko, bom rekel, finance so dejansko od Boga, od energije, ne, so nek pokazatelj, ki nam kaže, ali smo mi res naredili nek korak naprej, ali smo res pač neke stvari premaknili. Mogoče samo eno stvar, ki je zelo pomembno, da jo tudi razumete. Ne? Pač v zadnjem času govorimo ogromno o izgorelosti. Nažalost, izgorelosti skoraj nihče ne razume. Ne? Knjiga številka 1 v Sloveniji je, ne vem, od tistega Aljoša, ne vem, kako se že piše, Kako izgoreti. To je v bistvu bestseller v Sloveniji. Knjiga številka 1. Ne? In dejansko pač vsi, ki izgorijo, potem se umaknejo v mirnejše življenje, ne, začnejo pač, ne vem, bom rekel, pač, ne, da ne delajo več takih velikih projektov in tako naprej. Ne. Ampak gledajte, kaj dejansko je izgorelost? Ne. Mi smo rekli, imamo vitalno energijo, katero pač potrebujemo, da funkcioniramo. Ne. In imamo kreativno energijo, s katero kreiramo denar. Ne. Kaj pomeni kreativna energija? Gledajte, v bistvu, da ne bomo narobe razumeli, kreativna energija ne pomeni samo tisto, da zdaj pa vi zaslužite toliko denarja. Kreativna energija pomeni tudi vaše ideje, vaše rešitve, v bistvu, kako v življenju funkcionirate. A imate v bistvu neko željo, da nekaj naredite, da si postavite nek cilj, da osebno rastete. Razumete, to je vse kreativna energija. Če te kreativne energije ni, potem v bistvu ste bolj obsojeni na vegetiranje. Ne? In da gremo nazaj na to našo izgorelost, ne? Če želimo mi zaslužiti tek denar, ne? To pomeni naša kapaciteta energije kreativne je, rečemo, 1000 evrov. Ne? Ampak mi želimo zaslužiti 1500 oziroma 2000 evrov, nimamo pa dovolj kreativne energije. Če želimo narediti rezultat, za rezultat potrebujemo energijo, ne? Pač kreativno energijo. Ne? Ampak če kreativne energije nimamo, potem lahko za rezultat porabimo našo vitalno energijo. Ne? To pomeni, izgorelost dejansko samo pomeni, da mi produciramo več, kot imamo naše kreativne energije, in to gre na škodo oziroma na račun naše vitalne energije. A je to razumljivo? Dajte mi dol napisati. Ne? Ker zakaj se potem dogaja? Ne? Ko to porabljamo, smo najprej utrujeni in potem dejansko izgorimo. Ne? In če pogledate, če študirate vse ljudi, če poznate koga, ali pa ste sami, ki so izgoreli, ne? Poskušajo to izgorelost, ne me narobe razumeti ali pa zameriti, rešiti z objemanjem dreves in korenčkovim sokom. Enostavno ne deluje. Zakaj? Zato, ker korenčkov sok je povezan z vitalno energijo. Ti pa rabiš kreativno energijo. Ne? A razumete? In tudi spanje, počitek, zato so vsi, ki se ukvarjajo, mislim, ki pač rešujejo to izgorelost, dejansko so obsojeni na precej dolgo regeneracijo. Ogromno ljudi se nažalost še nikoli ne vrne nazaj na isti nivo, je sploh zelo težko, večina se pač odloči za neko manj zahtevno delo in tako naprej. Ne. Ker v bistvu ne, izgorelost nastane, ko imaš večje želje, kot pa je tvoja kapaciteta. Ne. Pač tudi sam sem imel večje želje, kot je bila moja kapaciteta, ne. Ampak na srečo nisem izgorel, ampak na srečo sem najdel to tehniko energijskega pretoka, preko katere sem pa dejansko povečal svojo kapaciteto energije. Ne. Upam, da to razumete. Ne. In jaz sem pač, moja izkušnja je, da sem poskušal nekaj na tej smeri delal, ne želim pač iskreno. Moje poslanstvo je, da ljudem pomagam, da dosežejo svoj potencial, ni moje poslanstvo, da pomagam pri izgorelosti, ne, in pač opazil sem, da ni veliko interesa, ne, pač ljudje poskušajo to balansirati z nekim medicinskim pripomočki in tako naprej, ampak dejansko te stvari so samo pač, da blažiš
da blažiš stranske učinke, da greš lažje skozi to, ampak v osnovi pa ne funkcionira. Ne. To pomeni, to energijski pretok, dajte ga jemati resno. Ker plejte, vse znanje tega sveta brez energije vam ne pomaga ničesar. Lahko delate, kar hočete, če nimate kapacitete kreativne energije. Ne. Isto v partnerstvu. Ne. Plejte recimo, ne, koliko recimo, ali pa bom tako rekel, tisti, ki ste v partnerstvu, ne, in ki delate na nekih kreativnih delovnih mestih, porabljate veliko kreativne energije. Ne. Koliko imate med tednom želje po raznem, ne, muckanju in takih zadevah? Ni, ne. Zakaj? Zato, ker pridete domov in ste izčrpani. Ne? In potem čez vikend malo poskušamo nadoknaditi, ker dejansko vso energijo transformirate, ne, pretvorite v to zadevo. Tako da je to razumljivo. Ima mogoče kdo kakšno vprašanje, ne? Glede tega. Ne? In tukaj tudi tako, da se zavedamo, ne? Mi imamo neko kapaciteto energije, ne? In sami vidite, ne morete vsega narediti, ne morete vsega imeti. Ne? In potem se pač odločimo, kam bomo mi to energijo usmerjali. Če hočemo zgraditi biznis, ja pač moramo neke druge stvari pač malo prioritete zamenjati. Ne? Druga stvar je pa potem zopet, ne? Če želimo zgraditi večjo zgodbo, moramo povečati kapaciteto kreativne energije in potem pač je ključ tukaj, da pač je absolutno ste vabljeni na energijski trening, ne samo takole, ne, ampak da resno začnemo delati, ne, in potem lahko povečate, ne, ker pač izkušnje, ki jih imam jaz pri delu z mojimi učenci, je, da so recimo na neko, bom rekel, daljše obdobje, pač ko smo delali mogoče kakšno leto, ne, so povečali svoje prihodke od 400 do 900 evrov dodatno mesečno. Ne. To pomeni, se jim je povečala kapaciteta kreativne energije. Pa dejansko nismo tega reševali. Smo ponavadi delali druge stvari, reševali recimo partnerstvo. Ne. Tako da, plejte, še mogoče za partnerstvo. Ne. Nekateri ste že dalj časa skupaj, ne. In imate precej stresno delo, stresno življenje, ne? In opažate, da v odnosu ni več te privlačnosti, ni več tega džusa. Ne? V bistvu živite drug mimo drugega. Ne? To je vse povezano z kreativno energijo, pomanjkanje kreativne energije. Ne? Kar recimo primer, ne, pride pač gospa, ne, kaj ne naredi, mož ves čas v delavnici za televizijo, nima interesa za njo in tako naprej. Ne. In potem pač začnemo delati. Ne. Tukaj pač vedno sta dve stvari. Eno je energija, ki jo spreminjamo, in sporočila, razumevanje. Ne. Tako da v bistvu vedno sta ti dve stvari, ki gresta vzporedno. Ne. In potem za gospod delava in čez 2 meseca pride Miran, imam problem. Kaj ne naredim z mojim, ves čas za mano leze. Ne morem se ga skoraj znebiti. A razumete? To je v bistvu energija. A se mi slišimo, vse v redu, nič ne upate pisati. Ok, tako da v bistvu to je zdaj to, kapaciteta. Ok, da zdaj vidite še eno zadevo, gremo pogledati na kratko, potem pač imamo. Ne? Glede na to, kakšna je naša kapaciteta energije, seveda pač v tem primeru je največ tukaj pomembna kreativna energija, ne? Obstajajo različni nivoji. Ne? Prvi nivo, na katerem se največ ljudi nahaja, je depresija. Ne? Danes sem v bistvu napisal, sem mislil, da bo mogoče kdo komentiral kaj, ampak dejstvo je, plejte, če si ne postavljate novih ciljev, če nimate nekih novih projektov v življenju, če se vam ne dogaja, če ste že 10-20 let na istem delovnem mestu, če dejansko nič novega ne delate, ne prihaja nič novega v vaše življenje, ste depresivni. Mi je žal, ampak dejansko to je depresija.
Ne glede na to, če imate boljši avto kot vsi sosedje, če imate večjo hišo kot vsi sosedje, ne? In če zaslužite več kot pol Ljubljane. Me ne zanima. Če si ne postavljate novih ciljev, če imate željo, da bi, ne vem, napisali knjigo, pa se nikakor ne lotite, če bi hoteli prepotovati svet, pa se ne morete odločiti, če pa te v partnerstvu vse skupaj, ste depresivni na vašem nivoju. Ne govorimo mi o klinični depresiji, da ne bo kdo tukaj motil se. Ne? Ogromno ljudi, ne, s katerimi se pogovarjam, je apatičnih. Ne. Nekaj objaviš, ne. Who cares? Ne. Koga briga? Sploh v bistvu, ama razumete, kje je tisto navdušenje nad življenjem? Kje je akcija? Kje je v bistvu, se vidite, vprašam vas, da nekaj napišete. A zdaj pa ne še napiše, tale Miren, kva pa misli, da je, se vesel ne bo, da smo sploh prišli pogledati, kva obzeti le povedal, da je nekaj, zdaj bo pa še pisal. Ama razumete? Ampak v bistvu, bom rekel, brezplačno imate možnost dobiti informacije, odgovore in tako naprej, za katere sem, ne vem, plačal 100,000 evrov celo življenje, da sem jih nabral. Ne. A razumete? Tako da, glejte, ne narobe razumeti, to ni obtožba, to ni karkoli, da vam jaz tele rečem, da vas je, zdaj se na vas, vi ste pa depresivni, bla, bla, bla in tako naprej. Vi se to morate sami pri sebi reči, fuck, res je, depresiven sem, nič novega si ne želim, življenje, ne čutim, da je življenje lepo, ne čutim, da imam pred sabo še, ne vem, glejte, jaz sem star 50 let, še malo pa bom še malo več. Ne? Ampak dejansko moji cilji so skoraj za 100 let še naprej. Jaz imam v planu živeti 150 let. A razumete? Meni se mudi, imam delo, imam cilje, imam projekte. Ne? Imam pa sošolce, ki imajo otroke, ki so že maturo naredili, ki imajo stvari to in imajo zakupljen grob na Žalah. In je konec. A veš, še ne par let premo penzijo, se ne splača. Kaj se ne splača? Ama razumete? 30-40 let kvalitetnega življenja. Ne? Ampak tu je vse povezano z pomanjkanjem energije. Tu je pač nivo depresije. Naslednji nivo je nivo agresije. Kaj pomeni? Ko delam z neko stranko učencem, ne, pride na začetku pač tako kot, ne, nič se ji, ne vem, nič ni mogoče, nič se ne upa razmišljati, tako kot bi vam jaz rekel, fajte, dajmo napisati, kdaj gremo na Triglav, ne, a se dobimo naslednji energijski trening čez, ne vem, 14 dni, v Londonu. Ravno prej sem gledal karte, ne. Sicer sem gledal za september, nisem še svoj dragi povedal, zdaj, ko poslušam, bo slišala. Karte so že od 150 evrov povratna karta do Londona za september, iz Ljubljane. Ne. Ok, ne. Ampak razumete, ni tak velik big deal. Ne. Ampak kdo bi zdaj, gremo, dajmo se dobiti, dajmo narediti eno delavnico v Londonu in tako naprej. Ne. Ok? Tako da manjka nam še do pač navdušenja. Depresija. Naslednja stvar je agresija. Ne? To pomeni, na začetku, ko sem rekel, nekdo pride na trening, je v bistvu vse tako. Ne? Pač nobenih pametnih ciljev, ne? Rad bi nekaj naredil, rad bi živel svoj potencial, nič ne morem, ne vidim, ne verjamem. Ne? Se v bistvu pač problem je, ko nimaš dovolj energije, enostavno ne verjameš, da lahko. Ne? Nimaš sploh želje, se pravi, apatija. Ne? In potem agresija pomeni, da enkrat rečeš, zdaj pa jaz tega dost. Zdaj pa jaz dost, da živim tako življenje, da dejansko pač pristajam na neke pogoje, ki pač neke odnose in to. Ne. Morate razumeti, vse te stvari so samo v odnosu z nami. Ne. To je v odnosu jaz do sebe. Ne. Ker v bistvu, če imam jaz moja sposobnost, da zaslužim 10,000 evrov, zaslužim pa 5,000 evrov,
sem v primerjavi z svojim potencialom depresiven. Ne? Če vstanem zjutraj ob 6, ne vem, moj potencial je pa, da vstanem že ob 5, pa zmagam dan, sem v primerjavi sam s sabo depresiven. Pusti tega soseda, pač sosed ima svojo zgodbo. Ne? A razumete? Ne? In potem, ko dobimo več energije, ne, potem, bom rekel, na nek način nam je dosti vsega, zdaj pa dovolj, zdaj se pa res mora nekaj spremeniti. Ne. Ponavadi nek tak, bom rekel, preblisk, neko degustacijo okrog novega leta, ljudje postanejo na nek način agresivni, jezni, ne. Ampak v bistvu ta jeza je bolj iz neke frustracije, ne zato, ker se jim je povečala energija. Frustrirani so, ker že 5 let hujšajo, frustrirani so, ker se že 5 let odpravljajo v fitness, ker že to in to naprej. Ne. Ampak če delate na vaši energiji, potem avtomatsko se bo prišlo do tega, da rečete, ok, zdaj pa dost. Zdaj pa se začnete prebujati. Ne. Ker ko vidim, da nekdo postane malo bolj tako, ne, nastrojen, če temu rečemo, potem vidim, da se prebuja, da v bistvu ga zadeve zanimajo. Zdaj bom pa jaz tudi si postavil cilje, zdaj bom pa jaz tudi začel nekaj delati, zdaj imam pa tega dosti. Ko imamo stvari dovolj, potem vidimo, da smo z delom na sebi, ne, že nekaj naredili. Ne govorim o tistim, da ste pač res v taki težki situaciji, da res ne gre in da potem iz tega obupa imate vsega dosti. Zato, ker ko imamo iz obupa dovolj, potem v bistvu ta energija tega obupa zelo kratko traja. Nobeden skoraj ne naredi preboja iz tega obupane energije, ker je to negativna energija. Okay? Druga stopnja je potem pač, smo rekli, agresija. Ne? Naslednja stopnja, ko povečujemo še svojo energijo, je potem euforija. Ne? Euforija pomeni, da dejansko smo kar euforični. Joj, ne morem verjeti, dobil sem povišico, 100 evrov dodatno sem dobil, ne morem verjeti, dobil sem novo stranko. Sploh ne morem verjeti, to mi je, ne vem, nekaj mi je ratalo, napisal sem en članek na Facebooku in tako naprej. V bistvu, ko smo v euforiji, pomeni, da imamo že povečano energijo, ne, ampak dejansko to še ni tista, ne, prihajajo novi rezultati, ampak še sami ne moramo verjeti, da je to del nas, da je to. Ne. Okay? In potem naslednji nivo je nivo, kjer smo v miru. Ne. Mir je v bistvu tisto, kar iščemo. Ne? Imaš nov rezultat, valjda. Ampak razumete, to je isto kot recimo, ne vem, gledamo včasih neko športno tekmovanje, pa vprašajo pač tistega, ki je zmagal. Ne? Joj, a ste veseli, a ste presenečeni, da ste zmagal? Ne? A pravi, ne, nisem. To zmago sem jaz že 1000krat videl v svoji glavi, za to zmago že delam 10 let, absolutno sem vesel. Joj, kako boste proslavili vašo zmago? Kaj boste naredili? Hvala, malo se bomo s fanti poveselili, potem me pa čaka trening popoldne, pa imamo program že za naslednje olimpijsko obdobje. Ampak razumete, ne? To so dejansko pač ti, ne? Ker bom rekel, ko vam nekaj uspe v življenju, ne, to pač samo da veste, da sebe malo počekirate, ne, in ko proslavljate 14 dni, ne, okay? Gledajte, ljudje dobijo božičnico, pa 14 dni proslavljajo, pa v bistvu niso nič dobili. Božičnica ti pripada po zakonu, ne, ama razumete, ne, koliko je to pač, okay, ne. Tako da v bistvu, ne, ko si ti v miru, potem ti pričakuješ rezultat. Ko si v miru, ti absolutno veš in si postavljaš nove izzive in stvari te ne mečejo iz tira, nisi zafrustriran, nimaš teh gor in dole, ampak vse skupaj je odvisno od kapacitete energije. Ne. In potem samo imaš cilj, delaš, cak in greš. Ne. Dostikrat ljudje pač gledajo te uspešni ljudi, ne, pa prav, ja, oni so brez čustev. Ne, niso brez čustev, ampak so te stvari na drugačnem nivoju. A me razumete? Ne? Ker v bistvu se poveseliš, ampak to ne pomeni, da si zdaj en mesec
vas iz sebe, ker si naredil nek rezultat. Ker itak veš, ok, imam še naprej, grem naprej, super sem. Pa naj bo to, pač, ne glede na to, aj to pač ne govorimo samo v biznisu, lahko tudi pač imate nek, ne vem, se ukvarjate s športom, tečete, ne. Joj, 10 kilometrov sem prelaufen, čist mi bo fertik, ne. Ok, to je prvič, ja, ne. Drugič pa, ok, super, gremo naprej, 12, 15, 20, tako naprej, ne. Ali pa partnerstvo, ne, pač izboljšaš, imaš čudovito partnerstvo, joj, sva se imela čudovito. Poglejte recimo za partnerstvo samo tako, ne. Če mečkam pogledate po svojim spominu, ne, po tem arzenalu, ne, a so dejansko najlepši spomini, najbolj globoke povezave in največje doživetja takrat, ko dejansko ste z svojo ljubljeno osebo in ste tiho, se nič ne pogovarjate? Če ste pomislite, ne. Dejansko, ko ni nobene potrebe, da karkoli poveš, vse je v redu, vse je super, čutiš zaupanje, čutiš povezanost, čutiš ljubezen, dejansko ni nobene potrebe, da bi ne rekel, joj, veš, kako imam jaz tebe rad, ne, za tebe bi jaz vse naredil, ne, za tebe bi še ne vem, karkoli, ok. Razumete, tako da na vseh teh področjih, kaj lahko zdaj pač danes zaključimo, prvič razumemo kapaciteta energije, smo omejeni, več kot želimo v življenju narediti, več potrebujemo energije, vitalna, kreativna energija, ne, izgorelost, pomanjkanje oziroma prevelika poraba kreativne energije in dejansko te 3 stopnje, skozi katere gremo depresija, agresija in potem mir. Ne. In v bistvu, da vidite pri sebi, da ste iskreni, ok, pač, zakaj jaz nimam nekih ciljev, zakaj se jaz ne veselim, zakaj pač, ne vem, tudi recimo, ko jaz povabim, recimo, ok, pa bi začel malo s coachingom, pa da naredimo še nekaj več, pa preboj. Razmišljam, da pol enkrat decembra, če bo ta prav moment. Ne. Mislim, to je strašna, ne, motivacija, da se vam prevede, če niste razumeli. Ne. Tako da pač sebe pogledate, kako ste in tako naprej. Ampak se pravi, to ni da neko obtoževanje, pa da reče, ok, shit, play, no, pa ne morem takole cel life. Ne. Joj, ampak če šel na coaching, pa to stane. Ok. Zadnjič sem slišal, da je umrl, pa nobenega denarja ni s sabo nesel. To pomeni, bilo boljše, da bi ga nekam vložil vase, ne, da imamo lepše življenje. Tako da itak, tako srečo treba deliti. Jaz sem z vami, vi pa z mano. Ok, ima kdo kakšno vprašanje? Majčkeno smo podaljšali. Tako da, ali se bojite, ali bi kdo lahko dvignil roko, kdo kaj napisal, kdo kaj imel kakšno lepo izkušnjo, se kdo strinja z mano, se kdo ne strinja z mano. Glejte, to moram biti pripravljen. Za levje šalice pijem, tako da pazljivo. Ok? Dajte en, saj napiše test, da vidim, da vam tipkovnice delajo. A je to taka, ne vem, zdaj moram potestirati, a je to tak mir, ki ga čutite, a je to kaj drugega. Zdaj lahko tudi, če imate kakšno vprašanje, tudi, ne vem, glede česarkoli osebne rasti, pač ti treningi so namenjeni za vas, jaz pač te stvari vem, ne. In pač želim sam deliti, bom rekel, mojo izkušnjo in želim pač podeliti mojo pot. Jaz vem, kje sem sam bil, kakšne omejitve sem imel, kje sem se soočal in v bistvu, kje sem danes. Zaradi v bistvu tega treninga, zaradi teh sposobnosti, ki sem jih s pomočjo tega treninga razvil, vseh tehnik, ki sem se jih naučil, ne. Dejansko danes živim čisto drugačno življenje.
In ravno sem se pogovarjal z eno stranko, in s katero zdaj že kar nekaj časa delam, ne, na partnerstvu, ne, in je bilo borba kar nekaj časa. Ne. Bo sem vprašal, ok, pa bi podpisala, da bi šel še enkrat nazaj v tisto partnerstvo izpred pol leta in še nazaj, ne. To ni šanse. Ne. Ampak po drugi strani pa spet ne. Ne. Tisto, kar si danes, ne, mislim, partnerstvo, v bistvu to izkušnjo, ki jo ima danes v komunikaciji, intimnost, povezanost, vse to, ne, dejansko, ko je začela s tem treningom, sploh ni vedela, da obstaja. Ne. In to je dejansko včasih težko, ne, saj ne veš, koliko je kaj, a je res kaj drugače, lahko in tako naprej, ne, dokler ne probaš. Ne. Ampak v bistvu tako, ne, če imaš, bomo rekel, še toliko neke iskrce v sebi, ne, da dejansko rečeš, ok, ajde vidim, da si dam priložnost. Ne. Seveda pač nimate tukaj prej, potem, ne, ampak v bistvu se pač dosti nekih stvari pove. Ok, ekipa, v redu, hvala za vse povedano, vse napisano, ne. Upam, da ste kaj odnesli od tega. Če bi kdo želel več, se lahko vedno obrne na mene, lahko mi kar tukaj klikne tudi na mene, pa mi pošlje privat sporočilo, ne. Če bi želel kdo tudi malo bolj konkretno, da začnemo delati, ne. Ker glejte, v čem je sploh zgodba, zakaj sploh, kaj ima sploh smisel delo z enim coachem ali pa to, ne. Zakaj bi zdaj ti tlele enemu plačal, če pa lahko sam, brez zastonj. Ampak v bistvu je bistvena razlika, ker dejansko to, kar lahko narediš z nekom, ki te majčkeno pomaga, ker v bistvu coach ti pomaga, da dejansko se soočaš s stvarmi, s katerimi se nisi mogel soočati že 20-30 let. Ne. Ravno o tej stranki, ne, s to partnerstvo, ne, pač skupaj sta 25 let, ne. Bila sta že na neštetih, bom rekel, partnerskih terapijah in svetovanjih in tako se nič ni premaknilo. Ne. Kaj se je tukaj premaknilo? Ja, sprememba energije, sprememba sporočil, ker dejansko na treningu vas toliko zbombardiram z drugačnim pogledom na življenje in drugačnimi sporočili, drugačno energijo in potem začnete dopuščati drugačno življenje, dopuščati, da obstaja nekaj več, da obstaja drugače, da lahko partnerjem drugače funkcioniraš, da lahko v življenju drugače funkcioniraš. Ne. In to je v bistvu vredno. Ne. V redu, ok, dobil sem en thumbs up, hvala vsem. Ostanite čudoviti, mislim, da se slišimo naslednji torek, če slučajno kaj pride vmes, bo to potem čez 14 dni, ne. Ampak nadaljujemo. Če imate vprašanja, pošljite, če imate željo, me kontaktirajte, pa se bomo osebno slišali, da vidimo vašo situacijo, pa da pogledamo, kaj se da narediti. Ne. Ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau, živjo.